Lepo pozdravljeni v še enem intervjuju, za katerega si upam reči že vnaprej, da bo izjemno zanimiv, originalen, da bo postregal z nekimi informacijami, ki izvirajo iz svobode, svobodnega uma, veliko znanja in tudi izkušenj. Moja sogovornica, gostja je Vida Žabot. Vida, jaz sem dobila včeraj za vas en naziv, ki ga bom zdaj izrekla, čeprav nikjer ne piše, se pravi, če vprašaš gospoda Googla, kdo je Vida Žabot, pač to ne piše, ampak jaz bi vas označila za duhovno znanstvenico. Filozofsko korektno, ker tako nevrovede kot filozofija in marsikatera druga znanost imajo vse, kot so že stari Grki rekli, svoje korenine v ljubezni do modrosti. In ker je najvišja oblika našega uma nematerialna in neracionalna, intuitivna, duhovna, in to je vest, to je zavest, to je naš višji jaz, bi rekel Jung, si ustvarila najlepšo sintezo, ki sem jo kdajkoli v mojem življenju slišala. Bravo, hvala. Hvala za to. Ja, ker, glej, to je zanimivo, da se tako fizika, astrofizika in druge, matematika, druge znanosti grebejo za mi imamo prav, mi smo resnični in se vedno bolj približujejo tej sferi, tej duhovnosti. Od bozona Higgs naprej, ko so odkrili in so poimenovali najmanjši možen delec, ki so ga lahko merili, božji delec, no, in sva tam. Ja, ampak so se približali, ampak niso vstopili, a ne? Nekje je še vedno neka barikada postavljena. To so pa, bi lahko rekli, filtri, ki jih nastavljajo tisti, ki jim ni za to, da bi se človeštvo prebujalo duhovno in se v globino spomnilo, kdo smo in kaj zmoremo. In to bo počasi razpadlo, kot že razpada. Mislim, da je potres v Turčiji žal, čeprav je toliko bolečine in vsega, jasna slika, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo tem sistemom, ki nam to še preprečujejo. Tako bodo padli kot tiste zgradbe tam. Močna simbolika, to, kar ste rekli. Jaz opažam, ko gledam tudi druge, recimo, kanale, te svobodne kanale, oziroma toliko svobodne, tudi tu je debata, koliko je svobode na YouTubeu, v podcastih in tako naprej. Ampak, ko jih gledam, ki me zanimajo, prihajam velikokrat do sorodne vsebine, da določeni ljudje vedno bolj govorijo o apokalipsi. Se pravi, smo v apokalipsi, ali prihajamo, ali to je apokalipsa. In me zelo zanima v bistvu, kako vi razumete apokalipso, a smo zdaj v apokalipsi in kako se to odraža? Mislim, da je tukaj senca prižnic, ki so predstavljale apokalipso s 4 tistimi bojevniki kot konec, kot neko katastrofo. V resnici je pa apokalipsa v sami korenini besede prerod in jaz jo interpretiram kot alkemična sprememba vsega, kar obstaja. In to nam dokazuje že astrofizika, v tej smeri gled celi planet, ki se zdaj kot lahko opazujemo preko potresov, vulkanov in meteoroloških sprememb, pripravlja na velike dogodke in na ogromno čiščenje, ker imamo za sabo tisočletja oskurantizma, bi rekli, blokade našega DNK, naših spominov, naše ustvarjalnosti. In vemo, da minerali si zapomnijo energije, ki so se dogajale na določenih krajih. In mislim, da telo našega planeta, Zemlje, matere Zemlje, ki ljubeče pravimo Gaja, potrebuje čiščenje, da osvobodi te katastrofalne energije, bolečine in
kriminala in nepravičnosti in izkoriščanja in zlorab. In mislim, da ljudje, ki zaupajo v svetost življenja, v globini svojih src, čutijo, da gre vse v pravo smer. Čeprav se še dogajajo, bi tako rekli, grozne zadeve, mislimo na vojno, na vse spremembe meteorološke in geotermične in tako naprej, čutijo nekje, da je to čiščenje, da vsi tisti, ki so žrtve, bi temu rekli, na nek način so to v svoji duši sprejeli, tudi preden so prišli na ta svet, preden so se rodili. In zato je najboljši odziv na vse to, kar lahko opazujemo, da blagoslavljamo in z veliko ljubeznijo in razumevanjem spremljamo tiste duše, ki odhajajo v druge dimenzije in zaupamo Materi Zemlji in velikemu projektu zmage luči in dobrega, kot je to bilo skozi celo zgodovino dokazano, da je na koncu tega tunela in tega preroda, ki je zdaj v svoji najtemnejši fazi, mislim, luč, ki jo lahko že vidimo, če odpremo pogled duhovni in srca tem novim energijam, in da je upanje in da nas čaka za tem težkim prehodom nekaj tako lepega, česar nismo bili sposobni niti sanjati, preko, bi lahko rekli, vseh stvaritev naših umetnosti in naših fantazij. Tako da živim apokalipso v velikem pričakovanju te bodočnosti, ki jo pripravlja, te svetle bodočnosti, ki jo pripravlja. Mislim, da bi lahko nekateri rekli, joj, pa nekatere civilizacije so se pogreznile, nekatere so izginile. Ja, res je, vse se spreminja, ker rastemo, ker je vse razvoj. Mislim pa, je ta posebnost tega našega preroda v tem, da ni le rušenje, ampak je alkimija. To pomeni globinsko notranjo preobražanje, spreminjanje vsega tega, kar je na višjem nivoju. Ja. In tu ste me zdaj spomnili še na eno močno poglavje, seveda Biblije, ampak ne govorim samo o Bibliji kot o recimo nekem krščanskem tekstu, ampak tudi o interpretacijah tega, o poglobitvah razmišljanja tega, se pravi, da človek resnično razume, kaj to pomeni, in to je razodetje, recimo. Želela sem vprašati, če to ta pot človeku do spoznanja Božjega, da se pravi, da se nam to zdaj smo v postnem času sicer, da se nam zdaj to kolektivno dogaja, ne samo v teh 40 dneh, ampak govorim o tem večletnem obdobju, da se nam kolektivno dogaja ta alkemija, tudi skozi naša telesa, se pravi, da se naš organizem spremeni, da se vse celice dobesedno, da postanemo, še vedno izgledamo isti morda, ampak smo drugačni, drugi smo. Kako to vi osebno doživljate na svojem telesu, v svojej duši in v duhu? Razodetje ga lahko doživiš, če se osvobodiš starih prepričanj. Nas so pri verouku in v obredih katoliških, kjer smo pač odraščali, učili, da je razodetje Božja resnica izražena preko človeškega uma, prerokov in tako naprej. Jaz sem imela srečo, da sem v Rimu kar nekaj let študirala tudi teologijo in hermeneutiko in interpretacijo svetih tekstov in tako naprej. In vam povem samo, bi lahko rekli, eno informacijo drobčkeno. Najbolj drobna analiza evangelijev je dokazala, da je v vseh evangelijih največ pristnih Kristusovih besed od 3 do 5. Vse ostalo
je pa konstrukcija, postprodukcija tistih, ki so želeli dati sporočila na tak način, da so ljudi prepričali, da je to solzna dolina, da si je ne bo treba na nek način osvojiti s trpljenjem, da nosimo križ s Kristusom. Torej so vse centrirali na bolečino, strah in težavo, ne pa na vstajenje, bi tako rekli. Ne? In ti logija, kot jih imenujejo tisti, ki interpretirajo svete teste, so na primer samo prve besede Oče naša, kjer je Oče naš, ki si v nebesih. Ne? Oče, to pomeni, da smo mi otroci in da smo iz iste mase, iste snovi, iste energije, kot je Bog, ki naj bi bil naš oče mati. Tudi papež sedanji imenuje že božanstvo oče mati, ker na duhovnem svetu ni polarizacije moško-žensko. Smo eno in drugo, ne, tudi na duhovni plati. In ko se enkrat osvobodiš teh počlovečenih, antropomorfnih tekstov in nisi več odvisen od interpretacij nekega semeniščnika ali teologa X kogarkoli, ali guruja nasploh, ker nekateri se improvizirajo tudi kot interpretatorji novih resnic in to že nekaj časa, potem se začne to razsvetljenje in ta infuzija resnice v tvojem duhu, v tvoji intuiciji, v tvojem umu, v tvojih čustvih in nazadnje tudi v tvojih celicah. In res je, da so takojšnji občutki neke lahkotnosti življenja, ko razumeš, da je vse, kar se dogaja, smiselno in ima nek svoj cilj in da ima vsaka duša svojo zgodbo, svoje cilje, zavestno izbrane, ki jih je treba spoštovati. Zato mislim, da so tiste propagande, trpeti s trpečimi, upirati se tistim, ki ne pomagajo in tako naprej, vse eno le manipulacija. Če človek posluša sebe, začuti jasno, kdaj je dobro, da nudi pomoč in da ukrepa v smeri dobrega, boljšega in razvoja. Če pa samo se vznemirjamo in kritiziramo in trpimo, in potem smo pa čreda ovac, ki lahko v tem blebetanju zdrvi v prepad skupaj s tistimi, ki so si to načrtovali. Zato mislim, da je prav, da vsak ozavesti svoje odgovornosti in da poišče resnico v sebi, najprej svoje biti, svojega življenja in da doseže mir v sebi, tisti globinski mir, ki je zavest enosti z vsem, kar je. Torej priznanje božanstva v nas samih, v vsaki naši celici, v vsem tem, kar smo, ker obstajamo. Ne bi obstajali, če ne bi, vidiš, tu je tudi tista beseda svetega Pavla, ki je zelo resnična. V njem živimo, ustvarjamo in smo. Ne vem, v katerem pismu je to napisal, ampak to je. Če ne bi bili v tej božanski energiji življenja, ne bi obstajali. Ne? Potem se pa lahko naši možgani šopirijo in napihujejo in to lahko tudi tajijo in filozofirajo na 1000 načinov in znanstveno dokazujejo karkoli, ampak dejstvo je pa to. Ko se duša odloči, da gre in pika. Ali pa da ostane in še razvija svoje izkušnje, isto. Koliko vi osebno razmišljate
obremenjujete svoje telo z pretiranim razmišljanjem, ker se mi zdi, da veliko navade je prišlo, koliko človek mora razmišljati. Kje je zdaj tista zdrava meja med čutiti, razmišljati in videti oziroma spoznati? Jaz sem po prvi diplomi filozof, pozneje klinik in tako naprej. In me znanost in filozofija nista pripeljala do tega, da je v razmišljanju ključ dobrega počutja, spoznanja, modrosti in svobode, ampak v praznjenju uma. Spoznala sem tako iz neuroved kot iz drugih znanosti, da je racionalni del našega uma specialist za reševanje le praktičnih problemov. Naša zahodnjaška filozofija in znanost pa sta ga postavili na prestol vsesplošnega šefa uravnavanja življenjskih procesov, znanosti, spoznanj, resnice in tako naprej. Ne, to je velika izdaja in velika omejenost razvoja človeštva. Mislim, da se človeški lahko izrazi v svoji polnosti, ko pravilno uporablja vse svoje funkcije. In med temi je intuicija in ustvarjalnost, ki oboje zahteva prazno polje, svobodno polje, svetlo polje in svobodo od tistih rigidnih prepričanj in aksiomov in pravil in algoritmov. Edina pot, da doživiš svoje razsvetljenje in dosežeš korak za korakom tudi resnico o sebi in o življenju. Zame je uspeh sposobnost prazniti in ga osvobajati za sprejemanje resnic, ki jih ne pričakujemo, da so zunaj nas. Lahko se rojevajo iz globine tega, kar smo, in še ne vemo, da vemo in smo sposobni in smo. A imate dnevne obrede oziroma treninge v smislu meditacije, molitve, opazovanja, umiritve? Je to nekaj, kar je kar kot trening, ali je to postal vaš način življenja in ni več danes pa zjutraj 15 minut, pa zvečer 15 minut in tako naprej? Jaz sem onkraj tega, si upam reči, in mi prihaja na misel ena simpatična zadevica iz svetniškega procesa svetega Janeza Boska. Veš, da imam v svoji preteklosti salezijansko družino, ne? Kot redovnica in tako naprej. No? Ko je bil proces za njegovo santifikacijo, da bi postal svetnik, ga je advokat, vražji mu pravijo, avvocato del diavolo, vprašal, je rekel, je trdil, da ne more postati svetnik, ker nikoli ni molil, nikoli ni meditiral. In je potem dobil odgovor, kdaj pa sploh Don Bosco ni molil, ni bil v povezavi z Božjim. In jaz mislim, da sem nekje dojela to resnico in ker ne čutim več potreb po obredih, ritualih, čeprav ljubim pesem, glasbo, rada prižgem svečo, živim naravno in mislim, da so moje liturgije najlepše tiste, ki jih delim z morjem, z gorami, z vetrom, z dežjem, z vsem tem, kar narava živi in proslavlja v vsej svoji veličini in včasih tudi v svoji vsemogočni navidezni krutosti. V resnici je pa to čiščenje, osvobajanje in odstranjevanje tega, kar ni več koristno. In ko enkrat to dojameš, potem svobodno nekje veješ kot veter in si tekoč, pretočen kot voda in si trden in gotov v samem sebi kot skala
in si navdušen in ljubeč kot ogenj. No, in imamo tukaj 4 elemente apokalipse, ki te prerojijo in so pravi alkimisti, res, v tem obdobju. Zdaj, ko ste vi to govorili, so se meni kar slike pokazale vaših potovanj, ki na družbenem omrežju kdaj vidim. Kje ste vse bili? Z možem gresta na razne lepe, naravne, tudi divje destinacije. Pa me zanima, na podlagi česa izberete te destinacije, kje želite biti, kaj želite ali doživeti, videti, kako izberate te destinacije? Midva sva svobodna iskalca oba. In mislim, da imava ta nek notranji kompas, ki naju orientira, vodi in preprosto dobiš navdih, intuicijo, željo in poiščeš po internetu, povprašaš in tja, v tisto smer, kjer je energija najbolj se strinja. In kar se mene tiče, bom kar tako malo izpoved povedala. Kjer me mati zemlja mogoče v tistem trenutku kliče in potrebuje, tja grem. Ja. In takrat se vse stvari, kar to ganotja mi pride, takrat se vse stvari tako obrnejo, da v lahkotnosti, brez problemov, točno v določenem trenutku na določenem kraju si, ker je prav, da takrat tam si. Zato sva bila v Afriki, v Aziji, v Izlandi, kjerkoli, no. Kamor je poklicalo in kamor pokliče, tja greva. In potem so oba zelo velika ljubitelja lepote, harmonije in narave, tako da on je pa sploh fotograf in misli, da ga vodi fotografski jaz pa čutim, da ga vodi še kaj onkraj tega iskanja harmonije in lepote. Aparat je samo ena leča, preko katere se usmerja v najboljše izbire, res. Jaz sem se spraševala vedno, ko sem opazovala recimo tibetanske menihe, ki so tam nekje v Himalaji, v nekih votlinah ali gorovjih ali zapuščenih mestih. Ali samostanih, ja. Ali v samostanih, stupah, ali kako se že reče, ali kot grleno peli, molili, izrekali nekaj in govorili, molimo za mir v svetu. In sem vedno, to zdaj govorim mogoče še 20 let nazaj, ne zadnje leta, ampak zdaj mi je to vprašanje prišlo, mogoče dobim odgovor. Vedno sem se spraševala, a pa res lahko oni, recimo 10 jih je, a res lahko tam na nekem drugem koncu molijo in to pride na tretji konec sveta, to res kaj učinkuje, res delujejo te njihove molitve. Kaj pravi? Kak si luštna. Veš kaj, če ti greš tako kot navaden turist v Nepal, v Himalajo, kamorkoli, in slišiš njihove pesmi in poslušaš njihove instrumente, ki so zelo preprosti, boš rekla, ja, pa to je zgaga, to je samo hrup, to ni nič kaj, ne? Če pa veš, kaj se dogaja in začutiš na drugačnem nivoju, potem pa odkriješ, da počnejo to že stoletja, kar je lani fizika preko Nobelove nagrade in entanglementa dokazala. To pomeni, preko svojih zvokov, pesmi, instrumentov višajo frekvence celega planeta in človeštva, čistijo energetsko polje in ustvarjajo sozvočja med tistimi delci narave in človeštva, ki priznavajo v sebi ljubezen, lepoto, luč. In ker vemo, da je vse energija, to je fizika, in da energija nima meja, se ne veča in ne zmanjšuje, se samo spreminja. To je fizična zakonitost. Lahko naše ljubeče misli, kjerkoli so, naš način
prijaznega, spoštljivega življenja. In naša prevzgoja razuma, da ne obsoja več, da ne sodi, ampak razumeva in blagoslavlja, lahko tako močno delujejo na vso energijo planeta in človeštva, da lahko preprečijo marsikatero katastrofo ali vojno, če bi v to res v večjem številu vsi verjeli in hodili ali se združevali v take skupine proizvajalcev teh visokih frekvenc, ne pa v črede tarnajočih in jokajočih in bi lahko rekli prestrašenih in jeznih biti, ki same sebi kopljejo propad, ne? Žal. Se pravi, moj sogovornik, ki ga večkrat gostim in tudi prihaja kot gost v Slovenijo in predavatelj, srbski avtor duhovne literature Milan Nikolić iz Ano, že kar nekaj časa govori o tem, da na zemljo prihaja na zemljo, ne? In da otroci to že vidijo, ne? Odrasli težje, ampak otroci že vidijo, prihaja, z neba prihaja. Kaj prihaja? To je odvisno, prihaja nova energija in zdaj bom malo ponagajala zopet, ne? Ker katoliki verjamejo in pričakujejo ponovni prihod Jezusa Kristusa, ne? In mislim, da je v tem ena pridigarska napaka, ker mislijo, da se bo tako prikazal na nebu in ta novi Jeruzalem in tako naprej, kot so ga opisali, da je odšel pri vnebovzetju, ne? Jaz sem pa prepričana in čutim, da je vrnitev te čiste Kristusove energije na ta svet preko nas. To pomeni, ko mi srkavamo in se prilagajamo novim frekvencam, ki nam prihajajo iz centra naše galaksije, ker cel naš sončni sistem se je že premaknil proti centru naše galaksije v tem, ker zdaj smo v samem srcu tiste fotonskega žarka, kjer so frekvence najvišje in lahko postanejo zelo moteče za tiste, ki niso na nivoju teh frekvenc, ne? Ker gama žarki so, kot temu rečejo fiziki, mikrovalovne pečice, ne? In če tvoji možgani, če tvoj osnovni živčni sistem ni pripravljen in se ni pripravil za te višje frekvence, pač odpove, ga scvre, se tako kruto temu reče, ne? Zato vidimo, da marsikateri kar naenkrat zbolijo za rakom, za tem no ja. To, kar prihaja in otroci vidijo, je ta oblika visoko vibrajočih energij in celo naših bratov iz galaksije ali pa iz vesolja. Ker mislim, da to so tudi fiziki in astrofiziki rekli, da bi si bilo idiotsko prepričevati se, da smo edini v tem neskončnem vesolju, ne? Ja. Mislim, da smo mi celo nekje vrtec v tem vesolju in v klasifikaciji teh razvojnih nivojev. Če je res vse, kar obstaja, božanska ljubezen, potem je pametno, da si predstavljamo vse v neskončni lestvici popolnosti, ne? In mislim, da mi, ki živimo v teh vesoljskih, bi lahko rekli, uniformah našega fizičnega telesa, doživljamo velike omejenosti našega spomina, ozaveščanja, kdo smo, kar zmoremo in tako naprej. In da je to, kar nam prihaja zdaj, od ostalega sistema našega univerzuma,
v pomoč, v veliko pomoč in nas vabi v prebujenje. In to je ta alkimija, o kateri sem začela danes razmišljati s tabo. Ja. Ko se nam materija, sama materija, ki je zgoščena energija iz baze ogljika, prehaja v silicij, naprimer, postajamo bolj eterični, lahkotni, kot si sama prej rekla, ne? Ko se nam prebujajo spirale DNK-ja, ne? In tako naprej, ki so nam bile zablokirane in omejene načrtno, da so lažje vladali nad nami kot nad sužnji, ne? In tisti, ki želijo, vsak od nas, ki želi doživeti to razodetje, to alkimijo, to osvoboditev, naj se le ljubeče smehlja prihodnosti in ničesar ne boji, in bo ta energija, ki prihaja in je že tukaj. In kolega iz Srbije, ki govori o otrocih, ve, da vsi tisti, ki so rojeni po letu 2000 ali predvsem po letu 2012, so že prinesli na ta naš svet to novo energijo in preko te energije pomagajo planetu in nam vsem, da se dvignemo, prečistimo in prerodimo, ne? Ja. Vida, za konec imam še eno vprašanje, ki mi v zadnjem času buri duha, arhangeli. Kako jih doživljate, arhangele? Ne vem, kaj bi ti rekla. To so hierarhije in oblike obstoja ljubečih bitij svetlobe in božanstva, ki imajo svoje specifične naloge in poslanstva v celem vesolju, ne? Kako so nam jih predstavili in mi jih poznamo peščico, mislim, da jih je neskončno veliko in meni so veliki prijatelji, čutim jih blizu kot njihovo energijo in se pogovarjam z njimi, ko kličem na pomoč njihovo energijo, tudi v mojem vsakdanjem delu, terapevtskem delu. Mihajl, na primer, me ščiti in ščiti, reže navezanosti in mi pomaga čistiti energetska polja elektromagnetnih polj pacientov, ki imajo polno sence v sebi, naprimer iz preteklosti, od kadarkoli, ne. Rafael je zdravnik, je kozmični zdravnik, naprimer, ne. V komunikaciji naj bi bil ekspert Gabriel in tako naprej. Bi lahko Uriel je, lepota, harmonija in ne vem, ne poznam niti vseh, ampak jih čutim vseeno, ker če o njih govorim z tem omejenim človeškim razumom, potem je res to, kar mi filozofi pravimo, da je vsaka definicija omejitev in skrčenost neke resnice, ne? To so tako velike in neskončne in mogočne realnosti, da jih je težko opisati in nemogoče definirati. Lahko jih pa začutiš in veš, da so del tebe in da je vse to, kar je ljubeče tebi in kar teži k harmoniji in popolnemu zdravju, nek način komuniciranja s temi viri, ki so nam na razpolago in jih imamo v sebi. Le odpreti moramo svoje vezi, ko smo kot molekule, ne? Lahko vežejo druge elemente, višje frekvence, če odprejo svoje valence. Če jih pa zaprejo in strah jih zapira, potem jim pa taka razmišljanja, kot jih danes mi dve tukaj drobiva, spravijo v bes in za njih so idiocije in norosti, ne? Tako da so razumevanje in spoštovanje, ampak prej ali slej se bomo prebudili vsi. In mislim, da jih bomo tudi kmalu srečali, ko bomo na dovolj visoki frekvenci, da nas ne bodo zažgali, ker oni so pa res čista luč in energija, ne? Ja. Zato mislim, da tudi toliko časa čakamo
na ta preskok planetni in ta sončni flash, o katerem se toliko govori po internetu, ne, ki ga je nemogoče ustaviti, ker pač gremo čez ta fotonski žarek in to je to in to pride in konec. Pripravljeni, nepripravljeni, dolgo so nas na to pripravljali, opozarjali. Zdaj je tukaj in bomo šli čez in kar bo, ne, to je to. In ko bomo čez, potem nam bodo veliko bližje in veliko bolj dostopni in mislim, da bomo kar praznovali skupaj marsikaj. Joj, komaj čakam videti, kaj mislite, kdaj bomo čez, v kakšni dobi govorite, da bomo tako recimo približno čez, no? Mi živimo v iluzornem času in prostoru, to vemo, to nam fiziki tudi dokazujejo. Življenje kot tako pa je večni zdaj in tukaj, ne. Mislim pa, da se bo letos poleti marsikaj spremenilo in da do leta 2025 ta najhuje mine in do leta 2030, kot pravijo tisti, ki so živeli tukaj in vejo in nas od onkraj teh zavez spremljajo, približno nakazujejo, kako bo šlo, ne. Tako da vidiš, takrat, ko misliš, da boš že stara, jaz na primer, bom lahko odkrila, da se bom znašla z mladim telesom, z razsvetljeno zavestjo in novim dojemanjem in veliko večjo močjo ljubečega ustvarjanja, kot smo je zdaj še zmožni, ne. Zelo zanimivo. Gledam onkraj. Zdaj vidim, da je bil tisti uvod in začetek, ni bil čisto nič prevzeten, da je bil zelo realen in da je najin pogovor res prišel ven točno v tej smeri. Vida, hvala, resnična hvala za vse. Za vse, kar dajete, kar ste, kar ste tudi v te pol ure delili z našimi gledalci. Hvala tudi tebi, ker nam to omogočaš, ker si kanal, in hvala tudi vsem, ki bodo si vzeli čas, da prisluhnejo in zavzamejo pač kakršnokoli svojo pozicijo. In vsakemu bi položila na srce, naj se ljubijo, naj se spoštujejo in naj se dajo na prvo mesto. Šele takrat bodo lahko razumeli božansko in sveto v sebi in to delili tudi z drugimi.